Dobrodošli v četrtem delu serije Stock Market za začetnike. Danes bomo govorili o tem, ali se vam bolj splača kupovati posamezne delnice ali se vam bolj splača investirati v ETF-e. No, in najprej, da vam povem, v bistvu, kaj je sploh razlika. Se pravi, posamezne delnice, ko vi kupite posamezno delnico, v bistvu kupite neko podjetje. Torej, ne vem, kupim Microsoft delnico, sem delni lastnik Microsofta. Se pravi, ko gre neko podjetje public, vi lahko kupite njihov stock in tako v bistvu ste delni lastnik tega podjetja. No, ETF-i, Exchange Traded Funds, so pa isti kot delnice na ta način, da tudi tradeajo vsak dan, ampak s tem, da so to v bistvu neki skladi, v katerih je noter več delnic in ponavadi spremljajo nek sektor ekonomije ali pa indekse, kakor so recimo S&P 500, Nasdaq. Ne vem, če vam dam par primerov, imamo recimo SPY ETF, ki spremlja S&P 500, imamo QQQ, Nasdaq ETF, pol imamo VDK, je evropski ETF. No, to so vsi za neke indekse. Imamo pa pol tudi ETF-e, ki v bistvu spremljajo nek sektor ekonomije, kakor je recimo JETS ETF, ki recimo spremlja vsa večja letalska podjetja. No, dajmo zdaj povedati, kaj se bolj splača kupiti, ETF-e ali posamezne stokse. Zdaj, čeprav bomo na tem kanalu veliko govorili o investiranju v posameznih stoksih, sem jaz v bistvu mnenja, da večini ljudi se bolj splača kupiti ETF-e. Zakaj? Zato, ker za kupovanje posameznih delnic morate vi imeti nek sistem, kako analizirate podjetja in se pol odločite za nakup teh delnic, ampak tudi če rečemo, da je to v bistvu ta lahek del, da lahko to vsi delamo, je pri stoksih veliko težji, zato ker je veliko več emocij pri investiranju v stokse. Zato ker stoksi so ful bolj volatilni kakor ETF-i. Torej, kaj to pomeni? Veliko bolj se premikajo gor-dol in kaj folk ponavadi naredi? No, in kaj folk ponavadi naredi? Grejo stoksi gor, klele kupijo, zato ker čutijo nek FOMO, karkoli, in pol, ko grejo stoksi dol, se tukaj ustrašijo in prodajo. In tako boste izgubili ves svoj cash, kakor veste, full stoksov je letos down 50, 60, 70%. No, in morate biti res emotionally strong, da boste tukaj videli, da so stoksi overvalued in da jih boste v bistvu kupili tukaj. No, torej prednost ETF-ov je, da so sploh teh ETF-ov, ki spremljajo indekse, kakor je S&P 500, da so ful bolj stabilni. Če pogledate indekse na dolgi rok, valjda so tudi volatilni, ampak na dolgi rok grejo vedno gor, ne? In če vi dollar cost averagate povsod, boste povprečno bavili nekje na sredini. Sprav, kdaj boste underpayali, kdaj boste overpayali, v povprečju boste averageali nek tak straight line, ki gre pač gor. Torej, jaz bi vsem, ki investirate na dolgi rok, sploh pa nekim začetnikom, bi predlagal investiranje v ETF-e. In v bistvu bi vam predlagal, da vsak mesec teh 40 let, ki pač delate, vsak mesec daste na stran, kolikor pač lahko investirate v ETF in tako boste na dolgi rok, ne vem, 40 letih boste 10x ali 15x ali svoj denar. Če bi pa res radi investirali v posamezne stokse, vzemite, ne vem, 10, 15, 20% svojega portfolijota, pa probite kupiti kakšne posamezne delnice, ampak ne tega delati, preden imate nek sistem za value at company in kupiti pač kaj undervalued. In ja, v bistvu to je to za ta video. Če hočete videti še tazga kontenta, ne zafollowite na IG-u.
objavljava vsak dan najne kriptotrade. In ja, hvala za ogled, pa se vidimo v naslednjem delu.